Oj, pozdravljeni. No, v zadnjem času se vse več ljudi sprašuje, zakaj ilegalni migranti v Slovenijo dobivajo status begunca. Eden večjih problemov so v bistvu policisti, ki po nalogu oblasti vestno opravljajo svoje delo. Zakaj? 308. člen Kazenskega zakona pravi, da mora policija pridržati ilegalca, ki nezakonito prestopi mejo in se upre odstranitvi iz države. Zato kaznivo dejanje je zaporna kazen od 3 mesecev do 3 let. Po prestani kazni čaka ilegalce izgon iz države. Tako piše v zakonu. V istem členu zakona tudi piše, da kdor pridobiva ali zbira ilegalce za nezakonito preseljevanje in priskrbuje dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, se kaznuje z zaporom do 5 let in denarno kaznijo. Ali je v tem primeru oblast preslepila policijo in državljane Republike Slovenije? To je zdaj tukaj vprašanje. Problem pa je v bistvu globji, kot si predstavljamo. Izdajalska oblast je že davnega leta 2007, en mesec pred podpisom Lizbonske pogodbe, seveda po direktivi Evropske unije, sprejela zakon o mednarodni zaščiti tujcev. V tem zakonu pa je sporna subsidiarna zaščita tujcev, ki omogoča ilegalcem nadomestno mednarodno zaščito. Kaj to pomeni? V 2. členu zakona piše, da ima vsak tujec, ki ni iz Evropske unije, pravico do azila. No, seveda mora reči čarobno besedo, to pa je azil in strah meje. In že se ga obravnava kot begunca. To pomeni, da je nadomestni begunec s pravico stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. S tem seveda dobi vse ugodnosti, ki naj bi pripadale vojnim beguncem, kar pa oni seveda niso. No, upravičeno se pa sedaj lahko vprašamo, kaj pa 308. člen Kazenskega zakonika. Zakaj ilegalcev ne zaprejo in odstranijo z ozemlja Republike Slovenije? No, zato so pa izdajalski oblastniki sprejeli 35. člen zakona o mednarodni zaščiti, ki pravi, če je tujec vstopil v Republiko Slovenijo nezakonito, mora izraziti namen za vložitev prošnje v najkrajšem možnem času. V tem primeru se ga ne obravnava za prekršek nezakonitega prehoda državne meje. Torej, ilegalci uradno ilegalno pristopajo v slovensko državno mejo. Se vidimo na protestu. Razburja pa tudi poobjava na Twitterju predsednika vlade Janeza Janše. Koran je knjiga, ki je poleg komunističnega manifesta odgovorna za največ smrti, trpljenja, zatiranja, osiromašanja in družbene zaostalosti, s čimer je razžalil islamsko skupnost. Ob približevanju predsedovanja Slovenije Evropski uniji pa delitev sporne vsebine odmeva tudi v tujini. O žalitvi svete knjige poročajo turški mediji, ki hkrati opozarjajo, da ni prvič, da bi Janša delil protiislamska stališča. Zapis predsednika SDS-a Janeza Janše na družbenem omrežju X, v katerem je prejšnji teden pozval k oboroževanju, sproža ostre odzive. Janša je to zapisal o posnetku, na katerem skupina ljudi s palestinskimi zastavami na Prešernovem trgu v Ljubljani vzklika Allah je velik, v zadnjih dneh pa večkrat ponovil.